Lepo pozdravljene, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci. Med najzanimivejše glasbene inštrumente vsekakor sodi flavta. Gre za pihalo, ki je danes nepogrešljivo tako v simfoničnem orkestru in še bolj v domala vsakem pihalnem orkestru. V jami divje babe na Cerkljanskem najdena neandertalčeva piščal naj bi bila tudi najstarejše glasbilo na svetu. Da bi kaj več izvedeli o tem, o današnjih flavtah, študiju igre tega inštrumenta in poučevanju flavte, pa smo danes v studiu povabili flavtistko, učiteljico flavte na idrijski glasbeni šoli, Špelo Flajšaker, ki jo prav lepo pozdravljam. Dobrodošli. Pozdravljeni. Gospa Špela, povejte nam, kdaj ste se pravzaprav tako navdušili nad flavto, da je ta postala pravzaprav vaša življenjska sopotnica? V bistvu sem se kot mlada deklica odločala med klavirjem, violino in flavto, ampak pol je nekako prevladala flavta in sem na teh sprejemnih preizkusih glasbenih sposobnosti pod vse tri možnosti napisala flavto, kar pa mi je tik potem dodatno potrdil še pevec idrijske skupine Kingston, Ireno Čibej, ki je bil v tistem trenutku ravno tam. In je še potrdil mojo odločitev, se je rekel, da je to definitivno eden najlažjih inštrumentov, ki ga bom lahko na hrbtu prenašala iz glasbene šole domov. Za prenašanje je lahak, za igranje pa najbrž ne? To pa drži. Je pa potrebno kar veliko vaje. Veliko dela in tudi smisla ter nekaj nadarjenosti, brez dvoma. Začeli ste v idrijski glasbeni šoli. Kdo je bil vaš prvi učitelj? Moja prva učiteljica je bila Gordana Buh-Žgajner. Ona je tudi sestra bolj znane, mislim, da Neže. Tako. Kako sta se ujeli? Lepo so se ujeli, me je v tistih časih zelo spodbujala in je bila dobra mentorica in so tudi zdaj še v dobrih odnosih. Pa ste začeli najprej z blok flavtico ali že takoj s prečno flavto? Kar takoj že s prečno flavto, saj sem v bistvu prvo leto zamudila vpis v glasbeno šolo, tako da pol pod temi tremi možnostmi, ko sem napisala flavto, se mi je uresničila želja in sem takoj začela s prečno flavto. Sicer pa ste gimnazijo obiskovali v Idriji, sočasno pa študirali v Celovcu. Ja, res je, v zadnjih 2 letnikih idrijske gimnazije sem se enkrat tedensko, poleg pouka na gimnaziji, vozila v Celovec na ure flavte. To je bil kot nekakšen predštudij, pripravljanje na nadaljnji študij. Že takrat pri profesorici Adele Oborzil? Pri Adele Oborzil. Ona je ugledna profesorica v Celovcu. Zelo. Ima velik oddelek? Ima velik oddelek. V času, ko sem jaz tam študirala, nas je bilo okrog 10 študentk in študentov. In po končani gimnaziji v Idriji ste se preselili oziroma začeli z rednim študijem na konzervatoriju. Tako. Izbrala sem 2 smeri, pedagoško smer in pa umetniško smer, in sem obe študirala vzporedno. To je zelo pomembno pri nadaljevanju študija oziroma pri izbiri poklicnih poti. Poznam primere profesorjev, ki nimajo pedagoške smeri in imajo potem težave, ker ne morejo dobiti službe. Drži to? Drži, ja. Ravno iz tega razloga sem se tudi odločila za obe smeri, da sem imela odprte obe poti. Tako, iz Celovca pa vas je potem študijska pot vodila v Ljubljano. Zakaj to? Po končanem študiju v Celovcu sem sprejemne izpite za magisterij opravljala na 3 univerzah. Na Univerzi Mozarteum v Salzburgu, na Univerzi za upodabljajočo umetnost in glasbo na Dunaju in pa na Akademiji za glasbo v Ljubljani. Sem bila tudi na vseh 3 sprejeta, ampak sem se pol odločila za Ljubljano, ker sem predtem že pričela s poučevanjem flavte na glasbeni šoli v Idriji. In pa tudi sem želela izkusiti tudi študij na slovenskih tleh, ker sem pač prej bila v tujini. Zato sem se odločila za Ljubljano in mi ni žal za to odločitev, ker sem prejela v teh 2 letih veliko novih izkušenj in ogromno znanja. To je kar laskav podatek.
da ste bili sprejeti, sočasno sprejeti na 3 uglednih glasbenih akademijah. Kako bi ocenili, kako se pravzaprav loči študij v Salzburgu, na Dunaju ali pa v Ljubljani? Zdaj, glede študija v Salzburgu in na Dunaju je verjetno dosti podobno, kot je bilo prej v Celovcu. Mislim, da razlik verjetno ni. So pa verjetno razlike v ceni tega študija. Je to samoplačniški študij? V Avstriji je samoplačniški. In koliko stane letnik? Mislim, da je na semester okrog 400 evrov, se pravi okrog več kot 1000 evrov letno, plus še stroški bivanja in vsega. Ja. Brez štipendije je to kar resna obremenitev. To je res, ja. Na vsak način. V Ljubljani ste končali z odliko. Kaj ste igrali na zaključnem koncertu? Na zaključnem koncertu sem imela kar zelo tak raznolik program. Igrala sem Fantazijo za flavto in klavir skladatelja Karla Frühlinga, ki je malo manj poznana in mi je bila res zelo všeč. Mi je bilo tudi všeč, ker mi jo je profesorca predstavila, ker je prej nisem poznala. Prav tako je bila sonata za flavto in klavir skladatelja Duboisa, ki je prej tudi nisem poznala, ker je manj redko igrana. Potem pa še solo skladbo z naslovom Voice japonskega skladatelja Tora Takemica, ki mi je bila tudi izredno v izziv, saj vsebuje veliko teh modernih elementov, od kričanja in govorjenja in vsega. In je bila res izziv tak za interpretacijo in tudi za publiko, za poslušalce. Pol malo za bolj sprostitveni del je bila pa še od Karla Roricha Burleska, sicer v originalu za 3 flavte in klavir, ampak sem v tistem zadnjem letniku študija na akademiji sodelovala v komorni skupini, 2 violini, flavta in klavir, in smo v tej zasedbi tudi to skladbo zaigrale. In kot zasedba še delujemo in imamo tudi plane za v bodoče, ampak zdaj nam je malo korona žal te plane malo podrla, ampak upam, da bomo kmalu lahko nadaljevali. Vsekakor rdeča nit vašega študija pa so bili tudi nastopi in tudi tekmovanja. Že kot učenka glasbene šole v Idriji ste dosegli nekaj zavidljivih in lepih uspehov. Nam lahko poveste, katere? Ja, v sami nižji glasbeni šoli sem se udeležila mednarodnega tekmovanja v Požarevcu. Tam sem dosegla 2. nagrado. To je bilo v bistvu moje prvo tako tekmovanje, tako da sem bila res vesela z rezultatom. Kasneje sem se udeležila še državnega tekmovanja Temsig, tudi v času šolanja na nižji glasbeni sem osvojila srebrno plaketo. In nato v času študija v Celovcu sem se isto udeležila najprej regijskega tekmovanja Temsig in osvojila zlato priznanje, nato pa na državnem še srebrno plaketo. Redno ste sodelovali tudi v različnih orkestrih. Tam sta običajno 2 flavti, največ 3. Najbrž je težko dobiti mesto. Ja, res je. Bi rekla, da je po svoje stvar dobrih poznanstev in pa seveda tudi, da se dokažeš na svojem področju. In s tem namenom sem pol tudi bila zelo vesela, ko sem dobila mesto v projektnem orkestru SFK v Celovcu, kjer tudi še zdaj redno sodelujem in se vračam v Celovec. To je projektni orkester, večkrat letno se zberemo in z gostujočimi dirigenti izvajamo različne programe. Te izkušnje različnih dirigentov vas najbrž bogatijo, ne? Definitivno. Vsak ima nek drugačen pristop, drugačen način dela, drugače motivira glasbenike v orkestru in je to definitivno veliko nabiranje izkušenj. Točno pred 10 leti pa ste bili tudi v Ameriki. Za en mesec ste sodelovali tam v enem od orkestrov. Kako to?
Rotary klub v Idriji ima veliko teh kampov, na katere se lahko prijaviš. In sem seveda izbrala tale glasbeni kamp kot orkester kamp, vendar je bila za to potrebna avdicija, sem mogla poslati posnetke. Takrat sva že s profesorico v Celovcu vadili za to avdicijo in po nekaj tednih sem prejela veselo novico, da sem bila izbrana. Poleg mene je bila na flavti izbrana še Italijanka in sva tudi skupaj bivali pri teh gostiteljih v San Diegu, ki so mi pa zdaj kot stari starši, ker se res, smo se že večkrat od takrat tudi videli in so mi res smo ostali v tesnih stikih. Glasba povezuje. Res je. Poveva še to, da ste nepogrešljiva članica Idrijskega pihalnega orkestra, tudi vodja sekcije flavt. Članica godbenega društva sem že od leta 2007. Sprva sem še kar plašno pristopila k orkestru, ampak zdaj mi je pa zelo v ponos, da svoje znanje lahko predajam tudi na ostale in jim pomagam, če imajo kakšne težave in jih skupaj pripravljam na te večje koncerte, ki jih imamo, na novoletni koncert, na letni koncert. In kadar le uspem, seveda pridem tudi na vaje. In mi je zelo v ponos, da so zadovoljne in da lepo zaigrajo na koncertih. Ste pa samo dekleta? Tako, zaenkrat, ja. Ni nobenega fanta. S komornim godalnim orkestrom Slovenske filharmonije ste, mislim, pred 2 letoma nastopili v Idriji z Bachovim koncertom. To je čas baroka, ne? Ko je bila flavta zelo priljubljen inštrument pri skladateljih. Ja. Res je, ta koncert mi je ostal v zelo lepem spominu. Sem bila zelo počaščena, da sem imela priložnost igrati s tem orkestrom. In tudi sam koncert mi je zelo pri srcu, sem ga že v času študija v Celovcu tudi vadila in izvajala. In sem si nekako vedno želela, da bi ga enkrat zaigrala v bodoče, tudi s komornim godalnim orkestrom. Škoda, da ni bil koncert na Grajskem dvorišču. Res je malo vreme ponagajalo. Sicer pa ste učiteljica na glasbeni šoli že 5 let. Kako se počutite v tej vlogi? Vsako leto boljše. Se spomnim mojih začetkov, sicer mi ni bilo tuje poučevanje, ker sem že v času študija te pedagoške smeri v vsakem letniku opravljala prakso. Enkrat tedensko sem poučevala svojo učenko in še enkrat tedensko dodatno z ostalimi študentkami in profesorico smo poučevale pred ostalimi svojo učenko, tako da smo si pol podale mnenja in nasvete. In tudi sama diploma iz pedagoškega dela je izgledala tako, da sem pred komisijo to učenko poučevala in še eno neznano učenko sem dobila in sem jo mogla tam poučevati. Je pa res, da ko sem začela poučevati na glasbeni šoli Idrija, sem naenkrat dobila 20 učenk. Vsaka je različna, ima drugačna področja, na katerih se mora še izboljšati, tako da je bil to kar velik izziv na začetku zame. Ampak zdaj je pa vsako leto lažje. Koliko jih boste imeli v naslednjem šolskem letu? V naslednjem šolskem letu jih bom imela 15. Ob tem poučevanju solistične igre pa je pomembna tudi komorna igra. Imate tudi kvartet flavt. Tako, kvartet flavt je nastal v letošnjem šolskem letu, v bistvu ravno z namenom, da se udeležimo tekmovanja Temsig. Pa tudi, da te učenke napredujejo tako v skupnem muziciranju, kot tudi na solistični ravni, ker vsi vemo, da je pomembno oboje. Nam je pa spet malo zagodla letošnja situacija s poučevanjem nadaljavo, ker vemo, da je komorna igra nadaljavo je kar težko izvajati. Ampak sem se pol nekako znašla, se pravi v septembru, ko je bil pouk še v živo, sem vadila z vsako posebej njihove parte. Pol, ko se je pa začel pouk nadaljavo, sem pa vse parte od vseh posnela, da so imeli nek skupni posnetek in recimo za tisto, ki igra prvo flavto, sem ji poslala skupni posnetek podlago ostalih 3 glasov
in tako za vsako, da smo pol nadaljavo vadili. Se pravi, za vsako posamezno sem nadaljavo vadila, da je igrala skupaj s to podlago. In pol, ko smo se po 1. maju smo v bistvu šele začeli skupno vajo v živo. Nam je to dejansko koristilo s temi posnetki, je pa bilo še precej veliko dela potrebnega potem, tako da smo vadili 2-krat na tedensko po več ur, pa 1-krat tedensko smo izvajali še interne nastope, da so bile vsaj nekako pripravljene, da je bila trema malo manjša pol na samem tekmovanju. To je ogromno dela v teh pripravah. Kakšen je bil rezultat tekmovanja? Glede na vse razmere in glede na to, da smo imeli res malo časa za skupno vajo, je bil zelo lep dosežek, so osvojile srebrno plaketo. Malo jim je zmanjkalo do zlatega priznanja in smo zelo vesele in ponosne na to. Odlična podlaga za tekmovanje, mislim, da čez 2 leti. Tako je, čez 3. Čez 3 leta. Ja. V uvodu te oddaje sem omenil Piščal iz divjih bab. Bi vi znali kaj zaigrati na njo? Nisem še poskusila, bi mi pa bilo velik izziv, ker se spomnim še pokojnega Dimka Roskega, ki je igral z nami kot solist z zgodbenim društvom. In me je zelo navdušil takrat, ko je to igral. Tako da bi enkrat definitivno rada poskusila, ampak nisem še. To so novi izzivi. Tako. Ja. Pred dnevi smo tukaj v studiu posneli vašo komorno skupino Flavt, to so vaše učenke. Nam jih lahko predstavite in poveste, kaj so zaigrali. Kvartet Flavt se imenuje Flutes Bosses kvartet, ki so se ga izbrale učenke same. Sestavljajo pa ga Tinkara Tušar, Jasna Čufer, Dunja Majnik in Larisa Gantar. Zaigrale pa bodo skladbo 10 intonacij za kvartet Flavt, skladatelja Bojana Glavine, 1., 2., 3. in 5. stavek. Špela Flešaker, hvala za obisk v tem našem studiu in hvala za pogovor. Vam, spoštovane gledalke in gledalci, pa hvala za pozornost in vabim vas, da si sedaj skupaj pogledamo posnetek tega nastopa.